dober dan vsem. Poglejmo zdaj študij ulomljene racionalne funkcije, kjer sta stopnji števca in imenovalca enaki. Naredimo popoln študij kot za katerokoli funkcijo, ker v kakem drugem videu sem napravil poenostavljen študij za racionalne funkcije, ki bi se lahko napravil. Torej, prva stvar, iščemo definicijski interval funkcije. V tem primeru torej, moramo videti, kje imenovalec velja nič. X na drugo minus 1 enako nič, x na drugo je enako 1, torej x je 1 ali minus 1 ali 1. V teh vrednostih se izniči imenovalec, se moramo dati proč tiste vrednosti. Torej, domena so realna števila minus množica, ki ima dva elementa minus 1, 1. Potem, to drugo točko nekateri ne napravijo pri študiju funkcije. Vidimo te simetrije, se pogleda, če funkcije soda ali liha. Vsekakor vidimo, se zračuna funkcijo v minus x, namesto x damo minus x. V tem primeru dobimo izraz, ki je enak f od x. F od minus x je enak f od x. Pomeni to, da je funkcija soda. In to grafično pomeni, da graf je simetričen glede na os y. Torej, nekdo bi lahko napravil študij samo za x, ki so pozitivni in se vse zrcali na drugi strani. Vsekakor zdaj pustimo, naredimo študij za vse x-e. Torej, ja, potem se iščejo presečišča z osema. Se zračuna zmeri f od nič. Ja, jasno, če nič je v domeni. Torej, f od nič, namesto x stavimo nič, dobimo 4. Torej, to je že presečišče z osjo y. Za presečišče z osjo x v bistvu iščemo ničle funkcije. Ta je en ulomek, velja nič, ko števec velja nič. Torej, x na drugo minus 4 enako nič, x na drugo je 4, x je minus 2 ali 2. Te dve sta ničli funkcije. Sedaj gledamo predznak funkcije. Torej, damo tukaj števec, imenovalec, f od x. Torej, bodisi števec kot imenovalec sta paraboli obrnjeni navzgor. Zakaj navzgor? Ker je koeficient od x na drugo je pozitiven. Imamo enkrat x na drugo, ena je pozitiven, parabola obrnjena navzgor. Tukaj ima ti dve ničli, parabola tako, damo znake na ta način. Isto, samo da ničli sta ti dve vrednosti. In sedaj na f od x, ja, gremo s pravilom pred znakom, dobimo vse znake in tudi označimo, kje ni definirana funkcija, ki smo videli v minus 1 in 1, in tudi označimo ničli funkcije, sta minus 2 in 2. Torej, to je predznak funkcije. Sedaj iščemo asimptote. Prvo, navpične asimptote. Si čakamo navpične asimptote v točkah, kjer se izniči imenovalec. Torej, izračunamo limito, ko gre x proti minus 1, od funkcije, damo notri vrednost minus 1, dobimo minus 3 ulomljeno nič, to je neskončno. Torej, ko x gre proti minus 1, funkcija gre v neskončnost, tam imamo navpično asimptoto. X je minus 1 in enačba. Se zgodi popolnoma isto vse, ko gremo proti 1. In tudi tukaj imamo navpično asimptoto, x je enako 1. Sedaj iščemo vodoravne asimptote. Torej, pogledamo, zračunamo limito, ko gre x v neskončnost, označa funkcije. Torej, ko x gre v neskončnost, pogledamo, čemu se približujejo vrednosti funkcije f od x. Torej, to limito se zračuna tako, bodisi v števcu, bodisi v imenovalcu, izpostavimo člen najvišje stopnje. Če bi imel kak koeficient, tudi koeficient, tukaj koeficient 1 se ne opazi, če bi imeli tukaj 2x na drugo, bi izpostavili 2x na drugo. In v oklepaju napišemo, kaj ostane. Tukaj, če naredimo na ta način, kot se rekel, imamo zmeri 1 in potem imamo nekatere člene, ki imajo x-e v imenovalcu. Eden ali več členov, ki imajo x-e v imenovalcu. Ampak, ko x gre v neskončnost, vsi tisti členi gre proti nič. Torej, ta oklepaj bo zmeraj šel proti 1. Torej, tukaj od zunaj krajšamo x na drugo. Če bi imeli na primer 2x na drugo, tukaj bi nam ostal en 2, v tem primeru ostane 1, ti oklepaji gre proti 1, ta limita je 1. Ko x gre v neskončnost, vrednosti funkcije gre proti 1. Torej, y enako 1 je enačba vodoravne asimptote, ker imamo vodoravno, nimamo poševne. Potem gremo naprej, izračunamo odvod funkcije. Torej, to je ulomek, torej rabimo pravilo odvod števca, ki je 2x, krat imenovalec, ki je x na drugo minus 1, minus števec,
krat odvod imenovalca, ki je 2x, vse skupaj ulomljeno imenovalec na drugo. In ne razvijemo ta kvadrat, bomo videli, potem se ne splača, ne rabi, nima smisla. Torej, tukaj naredimo vsa množenja. Vidimo, da se uničita 2x na tretjo minus 2x na tretjo. Seštejemo še in dobimo ta izraz za prvi odvod. Sedaj, prvi odvod iščemo, kdaj je enak nič, ker iščemo stacionarne točke, maksimum, minimum, sedlo, če jih imamo. Torej, ta odvod velja nič, ko števec je, ker je ulomek, velja nič, ko števec velja nič. Torej, 6x enako nič, x enako nič. Za x enako nič, torej odvod velja nič. Sedaj napišemo predznak odvoda, prav tako, da bomo razumeli, če to je maksimum ali minimum, na primer. Torej, napišemo števec, 6x, imenovalec, odvod, torej 6x je naraščajoča premica. Naraščajoča, ker koeficient tukaj je pozitiven, torej ena premica tako narašča. Torej, pred to vrednost je negativna, potem je pozitivna. Tukaj ni važno, koliko velja x na drugo minus 1, potem damo na drugo in torej bo zmeri pozitivno. Sem ga vseeno dal notri, zato da upoštevam tudi dve točki, kjer velja nič ta izraz. V minus 1 in 1 velja nič. In torej v tistih dveh točkah, ker to je imenovalec, odvod ni definiran v minus 1 in 1. Sta isti točki, kot smo imeli prej, in opična asimtota vsekakor. Odvod velja nič, za x je enako nič, sem označil tukaj, torej tukaj s pravilom predznakov dobimo to. Torej tukaj funkcija pada, funkcija narašča, tukaj imamo en minimum, tukaj opazimo, pada, ampak tukaj vmes imamo navpično asimtoto, tudi tukaj, narašča, vmes je pretrgan graf. Sedaj, torej smo razumeli, to je minimum, hočemo znati obe koordinati minimuma, zato zračunamo funkcijo, ne odvod, ampak funkcijo v nič. V resnici smo že prej začunili f od nič, ampak tukaj je lahko bila ena druga vrednost, ki ni nič. Treba zračunati, tako imamo točko, ki je minimum. Skakor prije 4, torej nič 4, ta točka, ki bo na grafu, bo minimum. Potem, drugi odvod zračunamo, torej vzamemo ta izraz in naredimo odvod. Spet ulomek, torej odvod števca, odvod od 6x je 6, krat imenovalec, minus števec, krat odvod imenovalca. Zdaj, to je odvod sestavljene funkcije. Imamo ta polinom na drugo. Recimo, da imamo en t na drugo, odvod je 2t na prvo. 2, ta stvar na prvo, krat še odvod od x na drugo minus 1, ki je 2x. Vse skupaj ulomljeno imenovalec na drugo. Vse to je bilo že na drugo, še damo še na drugo, prije na četrto. Sedaj, od zgoraj, ne gremo množiti vse, bi prišla na stvar visoke stopnje, nima smisla, se opazimo, da imamo ta izraz x na drugo minus 1, tukaj na drugo, tukaj na prvo, tukaj na četrto, v števcu lahko izpostavimo x na drugo minus 1 na prvo, ga izpostavimo. Torej, od tega člena, tukaj bo ostal x na drugo minus 1 na prvo, tukaj bo izginil, ker smo ga izpostavili, minus 6x krat 4x. In tukaj to prepišemo, vskakor ta se uniči, tukaj namesto na četrto imamo na tretjo potenco. Tukaj gremo množiti, potem seštevamo in dobimo izraz za drugi odvod. Sedaj se vprašamo, kdaj drugi odvod je enak nič, ker en ulomek se vprašamo, kdaj je števec enak nič. Zato, ker v tistih točkah si čakamo prevoje. Sedaj tukaj dam minus 6 na drugo stran, delim z minus 18, dobim, da x na drugo je ena negativna vrednost. Torej, nobeno realno število na drugo ne pride negativno, pomeni, da to nima realnih rešitev, nimamo prevojev. Ta funkcija nima prevojev. Sedaj napišemo vseeno predznak funkcija, gledamo konveksnost, konkavnost. Torej, ta je števec, ta je imenovalec, tukaj napišemo drugi odvod. Sedaj, to je ena parabola obrnjena navzdolj, ker koeficient od x na drugo je negativen, ki ne velja nikoli nič, nima nobene ničle, torej to je zmeraj negativna. Potem imamo ta izraz na tretjo. V resnici nas zanima, se zdi zapleteno, ampak v resnici je dovolj pogledati predznak od x na drugo minus 1. Če tisti je pozitiven, ko damo na tretjo še pozitiven, če je negativen, ko damo na tretjo še negativen. Torej v bistvu gledamo predznak od x na drugo minus 1, ki je ena parabola obrnjena vzgor,
ki se zniči v teh dveh točkah, torej znaki so tako, potem rabimo pravilo predznakov. Označimo tudi, da drugi odvod ni definiran v minus ena in ena, ker tam se zniči imenovalec, zmeraj isti dve točki, kjer smo imeli tudi navpične asimtote. Torej, če mi gledamo z vidika osi y, ki gre tako in gledamo, torej to je konkavno, to je konveksno. Skakor, ta minus je tako, plus je tako, se spomnimo kot s parabolo, je enostavno. Prav, sedaj imam vse informacije, ki sem jih obnovil na naslednji strani. Torej imamo tukaj predznak funkcije, ki sta označeni tudi ničli funkcije, minus 2 in 2. Ja, potem odvod, tukaj minimum, ki sem ga narisal, tisti minimum. Drugi odvod tukaj. Imamo enačbe asimtot. Torej, eden, ko mora začeti risati, jaz bi svetoval, da začne risati prav asimtote. Tukaj x je minus 1, je ta. X je 1, je ta asimtota, y je 1, je ta asimtota in potem, da nadaljujemo, da urežemo proč del ravnine, kjer ni funkcije. Torej, gledamo predznak pred minus 2 funkcije pozitivna, torej urežemo proč negativen del. Med minus 2 in minus 1 funkcija je negativna, torej urežemo proč pozitiven del in tako naprej. Ja, sedaj v bistvu imamo vse informacije. Torej, če ne zna od kje začeti risati, lahko je boljše prav iz navpičnih asimtot. Torej, graf ne mora priti od sem, ker tukaj ni funkcije. Lahko pride samo od sem. In ta je ničla, torej mora iti skozi tisto. Sedaj, tukaj se bo približeval vodoravni asimtoti. Nekdo se lahko vpraša, če funkcija naredi tako. Ampak ne, ker v takem primeru bi imeli tukaj maksimum, ki ga nismo dobili. Torej se lahko samo približuje tako. Sedaj, gledamo na drugi strani te navpične asimtote, graf pride od sem ne mora priti. In tukaj je ta minimum, ki smo ga dobili. Tukaj je tudi druga vodoravna asimtota. Tukaj graf lahko naredi samo tako. Eden vidi potem, ko začne risati, lahko bi bilo dobro imeti nekaj več prostora od zgoraj, si dati nekaj več prostora od zgoraj. Tukaj se približuje graf tako. Torej, tukaj v resnici graf je simetričen, glede na vsi y, smo rekli prej, vsekakor je razumljivo, da tukaj pridemo od sem, gremo v to ničlo. Tukaj spet, kot prej, ne mora graf narediti tako, ker bi imeli maksimum, ki ga nismo dobili. Tako, smo dobili graf funkcije. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala!